Edita, nate smo nekako naslovili vprašanje, kako postati prepoznavna znamka uporabnih izdelkov, oziroma ti si uporabna znamka unikatnih uporabnih izdelkov, hkrati pa nisi to samo ti, ampak je to tvoja znamka, ki je tvoje ime. Tako. Ali bi mogoče lahko razložila to dvojnost tega življenja? Pa tle mislim, da sploh ni nobene dvojnosti, ampak da to tako... To živiš. To tako je, ne. Ko si me vprašala o receptu, ne, kaj je to, kako to, ne vem, leta so potrebna, se mi zdi, da ustvariš nekaj, ne. Pač jaz nikoli nisem verjela v to, da je nekaj, kar uspe čez noč, da lahko ima to neko trajnost, ker to je zelo podobno, tako kot na hitro nekaj zgradiš, pa ne narediš dobro, pa se nekje poruši. Se mi pa zdi, da je, ne vem, 17 let, ne, bila ta doba zame pa prav fina zaradi tega, ker napake, ne, ki sem jih naredila, niso bile tako katastrofalno, niso tako močno vplivale na to, da bi se nekaj porušilo, zaradi tega, ker sem tako počasna, ne, v bistvu delala. Nikoli nisem hotela biti neka velika znamka, kjer bi, ne vem, na mesečni ravni izdelala 1000 torbic. Ta koncept mi nikoli ni bil blizu. In se mi zdi, da potem, ne vem, je šlo 1 leto naokrog, pa 5 let naokrog, pa 10 let naokrog in zdaj 17 let naokrog in ti še vedno trajno vstopaš počasi. Ja, se mi zdi, da je ta recept meni zelo ustrezan, no, ali mogoče sem malo ziheraš. Kar je verjetno tudi okej v tem biznisu. Pa ja. Da na kratko razložim, kakšen je ta biznis. Torej, zelo lepo je slovenska znamka unikatnih torbic, denarnic in drugih modnih dodatkov, vpetih v zgodbo, ki jo torej Edita gradi od leta 2001. Za zgodbo znamke zelo lepo so značilni močno izrazni barvni kolaži, črte, materiali, ki se v pravličnosti in čarobnosti barvnih harmonij prepletajo s kontrasti struktur, tekstur, oblik in kovinskih dodatkov. Zgodba se deli v manjše kolekcije ter izrazito individualne kose, ki so izdelani za posameznega kupca. Tako Edita ohranja distanco od masovnega produkta in daje poudarek k novemu pristopu k potrošniku, ki ga vključuje v sam proces izdelka. Da se vrneva na to zgodbo in na te manjše kolekcije. Hkrati pa celo na ta kratek opis, ki se zdi, da ga mora vsak ustvarjalec imeti. En kratek, strnjen opis, kaj sploh on počne. Kaj si, ja. A si čaroben, a si pravličen, a si direkten, a si zanimiv, zdrav, ne vem kakšen? Ne vem, kaj od tega jaz sem, ampak tako se mi zdi, da so meni zelo označeni na začetku ti močni barvni kontrasti, pa ti neki dodatki. Zdaj, ko pogledam nazaj, lahko tudi priznam, da jaz pri študiju modnega oblikovanja nismo imeli nobenega učnega predmeta o galanteriji. Galanterija je poznavanje tehnologije izdelovanja usnjenih modnih dodatkov. In v bistvu, kar sem jaz začela tako iz čistega, sploh nisem vedela, kako se kaj naredi, kako se kaj zašije, šiva sem znala. In začelo se je tako, da sem, ne vem, odpirala, parala torbe, pogledala, kakšen je kroj in tako. In ko sem videla, da na začetku temu nisem lahko, ker nisem imela tega znanja, sem šla v čisto eno drugo smer, ker sem se potem bolj hotela igrati z barvami, s teksturami, s temi kovinskimi dodatki in je to bilo kar naenkrat tak en ful velik boom tukaj v Kranju, ker sem odprla atelje pred 9 plus 5 je 14 leti. Ja. Tako še moja mama je mislila, da bo to muha enoletnica, no in potem je to bilo 9 let tukaj. Še danes ne verjame? Ne, danes že verjame, se vidi, da pač se premikam naprej. Je pa mislim, da ta pristop, ki je šlo za individualni proces do naročnika, pa bil ključen pri mojem delu. Da nekdo, ki je želel, da je izdelek narejen samo za njega, je vedel, da pač mora priti k meni. Če si mikroznamka, ja. Kaj vse počneš ti in kaj počnejo drugi?
Ali obstajajo drugi? Ja, ko si mikroznamka in si sam za vse, potem počneš sam vse. In to velikokrat pomeni, da nekega dela ne opravljaš dobro. Ne? Zdaj pa vse odvisno, kakšen človek si, kater del od tega dela in od teh 5 poklicev, ki jih opravljaš, ti najbolj drži. Meni najbolj smrdijo papirji, pa številke, pa... Ampak danes se od ustvarjalca, umetnika, oblikovalca pričakuje vse. Da je najboljši marketinger, da najbolj prodaja, da najbolj tukaj, to je moj šibki člen, recimo. Ne? To nepoznavanje nekih okolij, ki so zdaj mogoče za najstnike čistim. Množice bo mogla uporabljati Instagram še bolj, Facebook verjetno še bolj, še kakšno drugo orodje verjetno, ne? Tako da, ampak vidim pri sebi, da mogoče kar malo se nočem tega lotevati, zato ker bi to pomenilo, da bo tle na tej strani nekaj potem ful šepala, ne? Tako moram uskladiti. Pa mislim, da imamo vsi, ki smo mikro, te enake težave. Sem pa zdaj pred kratkim me je poiskal, vse po mojem, da to lahko povem, me je poiskal en gospod, ki ima status begunca in je v bistvu prišel k meni in mi je rekel tako, jaz imam vse, kar ti potrebuješ. In sva se mi začela o tem pogovarjati, kaj to točno je in tako, in ko mi je on predstavil, kaj on v bistvu zna in kaj je počel v Siriji, ne, v Damasku, je imel svojo tovarno, kjer je na mesečni ravni pa izdelal 5000 torbic, ne, za naročnika in tako je to meni bila čista znanstvena fantastika, ne, pa če so v Sloveniji, mi takega trga nikoli nismo imeli. Edita, koliko stane unikatnost? Koliko je to, da... Kakšno ceno plačujemo za unikatnost? Ja, koliko je razmerje med nečem, kar je unlimited in nekaj, kar je ne samo limited, ampak je samo eno? Jaz mislim, da... Koliko lahko dodaš procentov na ceno? Jaz mislim, da je to čisto vse odvisno na katerem trgu si. Na tem domačem, konkretno na tem domačem trgu bi jaz za sebe pa za svoje delo rekla, da moje cene so v srednjem, višjem cenovnem razredu iz prej razloženih faktorjev, ampak še vedno dovolj dostopne kupcu. Jaz si zaželim torbico, hočem, da je takšna kot ona lahko stane, odvisno od velikosti, ona lahko stane od 150 do 350 evrov. Koliko bi pa stala, če bi bila naklada 100 torbic? Ja, verjetno bi se cena znižala, ne, zaradi tega, ker bi se delovni proces malo spremenil, ne, po drugi strani pa ne bi hotela sploh 100 torbic narediti. A se ti zdi, da če bi najela nekoga, ki bi upravljal ta drugi del dela, ki ni vezan na kreativnost in ustvarjalnost, ampak, kar je isto, se priučujem, se pravi, tvoja ustvarjalnost, a misliš, da bi zaradi tega se povečala prodaja in bi lahko tudi tega človeka plačevala, da ti to počne, ali bi to že šlo ven iz tega trajnostnega nagiba in te počasnosti grajenja znanja? Jaz imam tukaj en tak ful velik strah, ne, da če bom imela ful ljudi, ki mi bojo pomagali, da se bo to pol neki ful tako zgodilo, da jaz ne bom več mogla obvladovati, ne, da bo to ful hitro prerasel v nekaj, kar jaz ne želim. Ne. Ful pa spodbujam kolege v zadrugi, da bi imeli skupaj enega človeka, ne, ki bi skrbel za več blagovnih znamk skupaj. Ne. Ampak tako se mi zdi, da za tak način sodelovanja pa moraš biti kar malo odprta. Ne. Da šeraš, ne, pa da kdaj nisi ti ta prvi, pa si ta tretji na vrsti, ne, da te nekdo pač tam v smislu zadruge, ne? Obdela, ne, poslovno in tako, ja, tako da ne vem, no, pač jaz pri svojem delu vidim, da zdaj po 17 letih pa mogoče bo tudi pač prišel ta čas, ko bom mogla nekoga spustiti, ker sem se čisto sprijaznila s tem, da ekonomije nisem študirala, pač to vse je meni to ful težko, to z računalniki mi je vse še težji, tako no, vem, da sem dobra v delavnici z rezilom in z lepilom in mislim,
je brez veze, da svoj čas vlagam v nekaj, kar me mogoče malo bremeni. No? Meni se prav zato, zdaj gostili smo recimo včeraj Aljo, recimo to ilustratorko, ki je točno padla v socialno omrežje in ona samo tam prodaja in skozi se ji dogaja in SP manj živi od tega. Ti si tle 17 let, zbudila si se enkrat in vsi so začeli uporabljati neke digitalna omrežja in si se mogla privajati na to. Ta del me zanima. Meni se zdi, da smo mi, ko smo začeli toliko let nazaj, ena taka stara šola, ki v bistvu tudi moji kolegi, ki že imajo kar več kot 10 ali 15 let svoje brende, tudi niso vešči tega, kar so zdaj, kar znajo te neke nove znamke, teh nekih novih pristopov. Tako se mi zdi, da smo mi kar eni taki dinozauri. Ja. Če si stara šola, a se ti zdi, da je, se pravi, to prednost, da se ti ni treba kar takoj začeti učiti Facebooka, če se ga nisi do zdaj bolj, da se ga sploh ne več, ker Facebooka več ne bo kmalu. Ali nekomu, ki pa ni stara šola, pa zdaj še da začenja, je pa toliko težje, ki pa tam misel, da mora biti. A je možno, da nisi na digitalnih omrežjih in da vsem živiš od svojega ustvarjanja? Ja, je možno. Mislim, na digitalnih. Sej jaz imam profil na Instagramu pa na Facebooku, ampak nič kaj dosti se ful tam ne dogaja. No? Pač razen to, da objavim kaj naredim in tako, pa ne vem, gledamo bolj tiste všečke in komentarje, ampak dejansko pa prodaja pride od nekje drugje, no? In pride od tam, ko si ti kupila mojo torbico, pa spovedala